Boršč je tradicionalna vzhodnoevropska jed, enolončnica iz govejega ali svinjskega mesa in zelenjave, med katero najbolj izstopa rdeča pesa, ki mu daje značilno rdečo barvo. Jed v številnih izpeljankah poznajo v vseh deželah med Črnim morjem in Baltikom. Njegova pradomovina pa je Ukrajina. Mimogrede. Po svetu. Čeprav se zdi, da dilem pri izgovorjavi ni, so. Slovenski č je namreč za ukrajinsko-rusko poimenovanje te jedi nekoliko pretrd. Drevni Slovjani, naši praslovjani, imenovali borš, to je bilo ime za rdečo peso pravzaprav. Malo druga izgovorjava, ampak od rdeče pese ime izhaja. Slovenci, vi ste izgovorili to besedo ko Belarusi. Belarusi govorijo boršč, Rusi pa Ukrajinci borš. Ta mehek š na koncu, brez č. Ki ni ne č, ne š, ampak nekaj vmes. Š, ja, borš. Tako pravi. Moje ime je Evgenija Marija, a jaz živim v Sloveniji skoraj 10 let. Po poklicu umetnostna zgodovinarka, ljubiteljica kulinarike in Slovenije, ki svoje vtise objavlja pod ključnikom o Sloveniji. Pravi, da se borša, ki ga bomo v tej oddaji poimenovali kar po naše boršč, ne loti prav pogosto. Jaz zelo redko pogosto, ni kuham borš. Če tega ni zahtevajo moja družina, pač moški del moje družine zelo rada ima borš. Po zimi, zato ker je to načeloma zimska jed, taka hranljiva, vroča. Osebno meni je tukaj v Sredozemlju, ki je ogromno dobre hrane, ni manjka tega. Veste, jaz bi tako rekla, borš, ta pravi borš, jaz recimo probala, veste, ki je v Estoniji. V Estoniji in meni zdi, to je bil najboljši borš, seveda po mojem babici, papi, ki kuhajo seveda vrhunski borš, ampak v Estoniji. Zakaj? Zato, ker je bil mraz, če je zima, ta borš se sagreje in to je ta pravi borš. To pomeni ambient. Borš bi najlažje opisali kot vzhodnoslovansko gosto juho, ki jo kuhajo v Ukrajini in Rusiji, pa na Poljskem in Romuniji, Moldaviji in Belorusiji, pri baltskih deželah in številnih drugih državah bivše Sovjetske zveze. Jaz bi, če primerjava za Slovence, bi bila bolj blizu ta madžarski bagrač, po mojem je blizu. To je neka, ni juha, prav juha, zato ker zelo nasišena, zelo gosta, in tudi v borš lahko damo, vedno damo kislo smetano in postane prav res tak močna, hranljiva, vroča jed, ki ni juha, bi rekla, več kot juha, seveda, in tudi glede tradicij in tiste zgodovine, kot ima. Čeprav ga kot le svojo jed štejejo mnogi iz prej naštetih držav, pa v grobem velja, da je pradomovina boršča današnja Ukrajina. Vprašanje, ali je boršč bolj ukrajinski ali bolj ruski ali celo beloruski, je posledica zgodovinskih okoliščin, saj prve omembe te jedi segajo v srednji vek in čas Kijevske Rusije, ki so jo iz današnjega ukrajinskega glavnega mesta vodili kijevski knezi in skandinavski trgovci imenovani Rusini. Kijevska Rusija danes velja za zibelko treh sodobnih vzhodnoslovanskih narodov, Belorusov, Rusov in Ukrajincev. Zgodovinarji vseh treh narodov pa skušajo zgodovino te srednjeveške države in boršč pripisati le sami sebi. Za diplomatski spor med Ukrajino in Rusijo je še pred vojno v Ukrajini konec leta 2020 poskrbel zmagovalec ukrajinskega Masterchefa, danes priznan kuhar Jevgen Klopotenko, ki je sprožil pobudo, da bi UNESCO na svoj seznam nesnovne dediščine vpisal tudi ukrajinski boršč. Ruska vlada je takoj ostro protestirala, odzvali so se tudi njegovi kolegi iz vzhodnoevropskih držav, ki menijo, da je boršč, ki je tradicionalna jed že vseh naštetih držav, moral ostati jed, ki združuje in ne razdvaja. Klopotenko je po začetku vojne svojo restauracijo spremenil v ljudsko kuhinjo, v kateri na dan skuha več tisoč obrokov za razseljene Ukrajince in vojake na frontah,
pogosto tudi boršč. Z Vala 202 smo ga poklicali kmalu po začetku vojne. But in the first day of war, I wanted to eat borš. Prve dni vojne sem si zelo želel jesti borš in ko sem si ga skuhal, sem se počutil, kot da bo vse v redu. Pred vojno sem ga tudi vedno kuhal, ko sem se znašel v težkem položaju, če sem bil žalosten, če se nekaj ni šlo po načrtih, takrat sem si skuhal to izjemno jed in počutil sem se, kot bi me objemala moja mama. Ko ješ borš, se počutiš varnega in prav zdaj, ko se tu dogaja vojna, moram kuhati to jed, ki nam bo dala občutek varnosti, da bo vse v redu. Danes vprašanje, čigav je boršč, še zdaleč ni več pomembno, je pa Evgen zagnal bolj pozitivno iniciativo. Make boršč, not war, v kateri lahko sodeluje prav vsak. Seveda, najlažje je, če samo skuhate borš, fotografijo objavite na družabnih omrežjih in dodate ključnik kuham boršt, cooking boršt in ključnik smo z Ukrajino, stand with Ukraine. Tudi vaši šefi lahko v restauracijah skuhajo borš, tako bomo čutili podporo kolegov, zaslužek pa namenijo naši vojski ali pomoči beguncem. In če si Evgen skuha boršč, ko je žalosten, si ga Evgenija Marija skuha, ko je čas za veselje. Borš pa jaz kuham, kadar družina, kadar dobro vzdušje, jaz osebno. Pomeni seveda korenine in zgodovina. Če jaz povem o moji korenini tam iz Rusije, po očetu sem napol Ukrajinka, pač njegova družina prihaja iz Zahodne Ukrajine, po mami sem Rusinja. In zanimivo, v naši družini tudi način kuhanja boršča različen pri eni moje babici in pri drugi. Babica, ki je iz Ukrajine kuhala ta prava ukrajinski borš, kaj to pomeni ta prava, rdeči pesi s paradižnikom, s začimbo iz masne, tiste svinske, ko se reče, slanina, in to je način ene babice ukrajinske, medtem ko druga babica moja, Rusinja, je kuhala boršč, ki je zelo, zelo podoben slovenski joti. Z vižolju, bolj svetlo, taka barva bolj svetla, oranžna, in tudi medtem ko ukrajinski borš se kuha iz svežega zelja, pa moja druga babica kuhala iz kislega zelja. In to je ta razlika. Mimogrede po svetu. Praboršč je bila juha revnih, ki se je pojavila v srednjem veku, ko so revni kmetje kuhali juho brez mesa, le iz pese, zelenjave in samoniklih rastlin, kot je denimo navadni dežen. Borš je, narodna, preprosta jed, in tisti sestavine bogate, kot mi zdaj v moskovskih restoranah tipov Puškin pojemo. To je seveda izmišljena kuharjem, to je že zelo bogata, zelo, ni enostavna hrana. Medtem ko borš je narodna jed, zelo preprosta, se sogreti in se nahraniti. To je to. Boršč je hrana revnih, a se je dokazano pogosto znašel tudi na mizi vladarjev. Obstajajo zapisi, da je Vladislav II. Na ozemlju današnje Poljske rojen kralj Ogrske in Hrvaške na prelomu iz 15. v 16. stoletje oboževal to jed. Veliki ljubiteljici boršča sta bili tudi ruski carica Katarina Velika in pozneje ruska prima balerina Ana Pavlova, po kateri je sicer poimenovana znamenita beljakova torta. Pravi boršč naj bi bil po starem ustnem izročilu tisti, v katerem žlica sama stoji po konci. Zaradi pare, ki se vali iz lonca, pa se ne vidi otrok, ki sedijo okrog mize. Ponekod v Ukrajini verjamejo, da se duša umrlega skupaj s paro, ki se kadi iz boršča, vzpenja v nebo. Zelo presenečena sem, da ste to omenili, zato ker moje otroštvo je bilo na Daljnem vzhodu Rusije, ki so živeli večinoma, ogromno njih je bilo zahodnih Ukrajincev, tisti ljudi, ki prinesli tja tradiciji. In res sem jaz videla v otroštvu na paminkah, temu rečemo, borš. Oni kuhajo borš, medtem ko Rusi kuhajo drugo jed,
res je, to je zahodno-ukrajinska tradicija in to jed se pojejo, kadar človek že pokopan. In potem tista ogromna, neskončna večerja, kosilo, ki prihaja v večerjo in tam je ogromno vsakih različnih stvari, medtem ko tudi borš. Ja, ta tradicija bi naj izhajala iz tiste prazgodovine, res. Poljaki imajo izraz poceni kot boršč, kar pomeni, da je nekaj res neverjetno poceni. Izraz 2 gobi v boršču pa pomeni nepotrebno pretiravanje. V Rusiji z indeksom boršč spremljajo rasti cen osnovnih živil za pripravo te načeloma zelo poceni jedi. V zadnjih 5 letih se je ta indeks podvojil, živila za pripravo boršča pa so se podražila za 100%. Boršč se je po svetu širil, kot se je širil ruski imperij. V začetku 20. stoletja pa z migranti po oktobrski revoluciji. Pred in med drugo svetovno vojno z Judi in ostalimi, ki so bežali pred nemškim terorjem. Danes smo žal priča še enemu begunskemu valu zaradi ruskega napada na Ukrajino. Iz Odese je v Slovenijo z otrokoma pribežala tudi Bogdana. My name is Bogdana Filipenko. I've come from Ukraine. My children are in the project Music for Future. Čeprav boršč najbolj prija po zimi, boršč kuha Bogdana tudi poleti. We can cook it all year round. In winter it can be with meat. Mi ga kuhamo celo leto. Po zimi je to bogat boršč z mesom, poleti pa skuhamo bolj lahkega. V Odesi je zelo priljubljen poletni zeleni boršč s kislico. Je zelo osvežilen, jemo pa ga tudi mrzlega. Če povem po pravici, ga moj mož ne mara preveč. Jaz in otroka pa ga imamo radi. Ukrajinci boršč skuhajo vsaj enkrat na teden, pri nas je na meniju na 14 dni. Maybe in my family once per 2 weeks because of my husband. Bogdana pravi, da je pri boršču najbolj pomembno to, da ga skuhamo veliko v velikem loncu. The main products are the same in every family. In our family vsi uporabljamo bolj ali manj enake sestavine. Vsaka družina pa ga pripravi po svoje. Jaz ponavadi uporabim govedino, denimo goveja rebra, sicer pa ga pripravim tudi s svinjino in piščancem. Iz mesa skuham jušno osnovo in ji postopoma dodajam zelenjavo. Najprej posebej prepražim čebulo in moko in jo dodam v juho. Nato rezine korenja, česen, kocke krompirja in rezino zelja, ter seveda rdečo peso. Lahko uporabim uloženo iz kozarca, zame je najboljša surova, ki jo olupim, narežem in prepražim, ter dodam boršču. Dodam tudi paradižnik ali paradižnikovo mezgo ter peteršilj. Boršč postrežemo s kislo smetano in s česnovimi kruhki. Tudi v ukrajinskih restauracijah vam ga bodo postregli tako. These pampushkas in the restaurants Ukrainians, I think they also served with kisla smetana. Sicer pa Bogdana Filipenko pravi, da niti pri slovenski hrani, niti v Sloveniji nasploh po prihodu iz Ukrajine niso doživeli kulturnega šoka. All countries that borders with us on the west. Na našo kuhinjo so močno vplivale vse države, ki mejijo na Ukrajino. Madžarska, Romunija in tako naprej. Mnogo jedi temelji na krompirju. Ena od tradicionalnih jedi pa so žepki mesa in riža, zaviti v zelje. Golubci, if you take some smashed meat. Potem so tu še tradicionalni kuhani cmočki s krompirjevim, zelenjavnim ali mesnim nadevom. Kotleta, we say kotleta po kijevski. Kijevski piščanec je še ena taka razpoznavna ukrajinska jed, a jo ponavadi jemo le v restauracijah. Ugotavljam, da je vaša hrana zelo podobna naši. Nobenih večjih presenečenj pri hrani nismo doživeli. Nam je prijazna, kot so do nas prijazni Slovenci. See that Slovenian people are very, very kind people. They're really kind, I think not probably only to us, but even between each other they show very big kindness. Hvala. No, pa smo skuhali še boršč, ki je sploh tisti s kislim zeljem odličen tudi za zdravljenje mačka. Pravijo, da to je zelo dobra stvar za Rusi temu rečejo pohmelje, vi pa temu rečete mačk, ne? Prvič v zgodovini pa mimogrede zaključujemo s knjižnim namigom. Evgenija Marija. Viktor Jerofejev, ruska lepotica, roman. Ne vem, če je preveden v Sloveniji. Zelo okusno on opisoval tam eno kosilo z borščem.
Tudi bo omenila seveda Bulgakova, Master in Margarita, ki jo napisuje ta pravi borš. No in če je najboljši opisovalec hrane, seveda Gogol, ki je tudi pisatelj, ki povezuje Rusijo in Ukrajino, zato ker on je Poljak načeloma, ampak na pol Poljak. Živel v Ukrajini, pa po očetu, po mami je Rus. Tako da on napisoval hrano na splošno in zelo okusno, zanimivo in tudi boršija. Mimo grede. Po svetu. S kuhalnico okoli zemeljske oble. Na valu 202.